In mi smo štartali in se prav spomnim, potem mi pride Mikel do mene, pa tu je bilo, tu je en tekač, pa tu nek tak tempo navil, jaz pa Marjan, ko sem delal debelo, pa ne bo šale, tu je pa en nov, ne. Bilo je recimo poletje, ko je bilo 40 stopinj ali pa 35, jaz sem šel ta prvo ob 4 popoldne, sem šel teč, jaz pač moram povedati, meni je odlično, meni je fajn po soncu teč. Tudi je on enkrat pa šel Ribanca na trail, pa me ni premagal, no, pa je Igli Globko sprejel in rekel, da bo še ena revanša. Še vedno hočem biti hiter na 10, 21 pa maratonu. Da ne boste, spoštovane, med prvomajskimi prazniki brez tekaškega poslušanja, sem vam v goste zvabil gosta iz Ribnice. Glas in stas. Ja, na drugi strani telekamere in Zooma je Tadej Osvald. Tadej, živijo. Zdravo, Marko. Si danes že tekel prvo vprašanje? Ne, bo pa še pride na vrsto. Kakšen trening imaš danes? Danes imam neki intervalni trening, se pravi ogrevanje, pa potem 5x1000 za tam 3:30 tempo na kilometer. Pa se pravi 2 minute počitka, pa potem še iztek, pa bo to za danes, verjetno. Intervali so ti pri srcu ali jih sovražiš iz dna duše, ja? Ma niti ne, mislim, da smo kar zmeram s temi intervali kar dober prijatelj, tudi večinoma, glede na to, da sam treniram, ne, mislim pač, mi ni težko se nekaj potem sam loviti tam iz kroga v krog ali pa, kaj eni imajo problem s tem, no, jaz pa pač nimam. Mogoče pol tudi na tekmah se to pokaže, da kot pač sam treniram, je tudi nekaj tekme kot rekreativ govorim, ne, da pač tečem pač celotna tekma sam mi ni problem, ker verjetno tudi na treningu je to, ki mogoče. Pa si vedno treniral sam, a si kdaj imel tudi kakšno, bom rekel, grupco, celo trenerja ali pa kaj podobnega? Ne, večino sem treniral sam, imel pa sem na začetku, pač ko sem začel teči, ko sem se začel na te tekme počasi kazati, pa to sem imel Luka Ljubič, pač ga poznate, ne, mi je on pač pisal treninge, malo tudi vodo, kako pa kaj, pa smo imeli tudi eno grupco, Modri dirkači, sem bil tudi z njimi nekaj časa, pa mi časovno tu se ni nekaj se uspel uskladiti, pa to pa sem pošel spet bolj na samo svoj tekaški pohod. No, zdaj, ti si doma, ti si iz Ribnice doma, ali iz okoliške? Prav iz Ribnice? Ja, Ribnice, malo pa iz Ribnice, 2 kilometra prej. Pa tam je neka tekaška, bom rekel, skupnost, no zadnja leta to kar raste, ok, tudi Ribnica Trail po Dolenji vasi je lončarski tek, že prej je bilo športno društvo, ki ga je vodil celo sedanji župan Ribnice in tako naprej, tako da tam je neka tradicija tekov, a je tako, ja? Ja, zdaj recimo, če to povem, recimo Ribnica je majhno mesto in zdaj v tej Ribnici je poslušal šport, samo v Ribnici je bil zmeram, so bile 3 panoge, se pravi plavanje, pa triatlon, pa rokomet. Se pravi, zdaj te 3 discipline so bili treningi, trenerji in tudi danes so še vrhunski športniki, tudi plavalci, duatlonci, triatlonci, ne. In tudi jaz sem tukaj začel, se pravi, s to mojo kariero najprej, da sem treniral recimo rokomet, pa pol nisem in pol sem šel na duatlon oziroma triatlon, ne. Tako da praktično se že jaz celo življenje s tem nekim športom ukvarjam. Tako, kot si pa ti omenil, je pa športno društvo Lončar. Jaz sem tudi za njih, sem tudi tekmoval, bil sem njihov član. Tako da, ja, tako je. A si še, a nisi več? Ne, zdaj pač nisem, ker nisem zdaj eno leto, se pravi leto pa pol ali pa leto nisem zdaj nič bil v tekmovalnih vodah, otroka smo dobili, tako da imamo nov naraščaj, tako da mislim, da za tekaško kariero tudi v prihodnosti ne bo zabat, glede na to, da nogice, rokice migajo,
Tako da ja, pa še predtem sem imel neko eno mini poškodbico, ki sem imel rahlo natrgano mišico. Tako da mi je šla pol tale leta pa pol, nisem bil po tekmah. Tako da so že, kakšni so že govorili, pa ja, pa je se prekuril, pa se je skuril, pa ga ne bo več. Ampak tudi sploh ni bilo res, tako da. Zdaj se počasi vračam nazaj, a ne. Gremo stopničko po stopničko, tako da bomo videli. Bližnjic ni, a ne. Je bil pa zmeren za mene, treniraj trdo, zmaguj z lahkoto. Si prebral to knjigo, a? Ja. Tobija Tenserja, vrhunska knjiga, zdaj mislim, da sred 90-ih je šla, kenijski tekači so na naslovnici, vrhunska knjiga, vrhunska. Ja. Priporočam vsem. Toliko si dal zdajle, tedaj enih istočnic, ja, da te bom zdajle kar potem izprašal po vrsti, da ja, konkurenca spoštovana tam zunaj, ki je že veselo ploskala, pa se veselila, da Osvald je pa vplev, pa ga ni več. Pripravite se, leto 26, tedaj je nazaj, močnejši kot kdajkoli, živalsko pripravljen, tako da nič biti, še vas bo premagoval. Ampak kdaj greva nazaj, tedaj me res zanima, no, bi te rad spoznal malo bolj podrobno, tudi preko si, praktično z vsemi športi si se ukvarjal, ki so ribanci na voljo, ja, premetaval si žogo, plaval si oziroma triatlon, duatlon si se šel. Kdaj, mislim, je to običajna pot, da si bil pač že otrok, pač športen, kdo te je usmeril recimo v rokomet, a ne, ker rokomet je tudi, ne vem, danes že kar precej neusmiljen šport, a ne. Ja, jaz sem ta rokomet, pač, ne, mislim, da sem takrat bil ene 6. ali 5. razred, da sem tisti rokomet treniral, pa bil sem levo krilo, ne. Se pravi, vse je bilo, ja, bilo je fajn, bilo je zabavno, ampak potem se hitro prešal to, meni je bilo zmeraj, tudi ko sem recimo, tam, kjer sem bil jaz doma, pa je bilo recimo igrišče 400 metrov ali pa 500 metrov oddaljen, sem šel vedno na kolo in vedno na polno, zmeraj sem na polno na kolesu vrtil, ne. In pol pa, tako da potem sem šel jaz na ta duatlon, ne, meni je bilo duatlon zakon discipline, ker sem se bolj videl v tem kolesu, pa v teku, ne, triatlon mi nekako ni bil všeč, ker problem je, prva disciplina je ta plavanje, ne. Ta nesrečen plavanje. Meni plavanje nikakor ni neki potegnilo dobro in sem pa šel zmeraj potem tudi s plavanja bolj s slabimi ven, ne. Ker jaz sem bil pa zelo dober v kolesu in pa v teku, ne. In zdaj, če so mi ta dobri pač ušli, težko je bilo potem nekaj nadoknaditi na kolesu pa to. Tudi sem potem rajši imel opcijo za izbirati duatlon, tle je bila pol druga pesem. Potem pa tudi, ko sem duatlon nehal, sem pa jaz za sebe tekel. In tu lahko rečem, da je bilo skoraj do moja prva uradna tekma, ko sem se tukaj nekako udeležil, pa so mi že skozi govorili, pa daj pet, pa sem rekel, ne rabim jaz tekme, da bom jaz zdaj nekim drugim kazal. Jaz sem pač doma treniral, služba je bila recimo ob 4 popoldne sem končal, jaz sem šel teč, ne glede na vreme, sonce, dež, ni bilo ovira, ne. Tako da potem pa sem šel pol sem se pa nekako odločil, zdaj pa res grem na tekmo in mislim, da je bila 2019, da sem se pokazal na tekmi, v Šmarješki tek je bil, 9-kilometrski. In si bil tako na stopničkah, ali kaj? Ne, takrat sem bil jaz 37, ne. Se pravi, neke športne capate sem imel, ko so pač bile take, ne. Ampak ja, meni je bilo, meni pač v redu mi je bilo, ne, meni si zdelo, da sem, takrat, ko sem tisto tekel, da sem to vse od sebe, ne. Potem pa se je pa tu začel nekako stopnjevati, ne, sem hotel vedno več, časovno sem hotel zboljšati, tudi tekme iz tekme so bile, da sem bil boljši, ne, spomnim se, jaz sem, se pravi, z Ribnice in smo imeli dolenjski pokal, ne. Jaz nisem delal dolenjski pokal, ampak sem šel delati gorenjski pokal. In se pa spomnim, da sem prišel Mošnje, tek v Mošnjah je bil, tam so bili tudi Marjan Robič, Mikel, in jaz sem bil vedno tako narejen, na treningih sem treniral sam, se pravi, tisti trening, ko je bil hiter, sem ga res hitro delal, in tudi na tekme, ko sem začel, ko sem hodil in še danes, ko hodim, jaz nobeno tekmo ne grem zdaj, da sem jaz za nekom šlepal, pa jaz pač grem, narekujem tempo, kaj tu pol pride, pa
pol po tekmi to pokaže, ne, ali si se zaklal po domač rečeno, ali si dobro to naredil. Ne. In spomnim se tekme v Mošnjah, tudi takrat sem bil mogoče čez prsa tako neka triatlonska postava. Ne. In mi smo štartali in se prav spomnim, po tekmi pride Mikel do mene, pa tu je bilo, tu je en tekač, pa tu nek tak tempo navil, jaz pa Marjan, sem gledal debelo, ohle pa ne bo šale, tu je pa en nov, ne. In se prav spomnim, da sta mogla ona dva, jaz sem bil takrat tretji, mislim, da sem bil Marjan pa Mikel, sta mogla takrat face se potruditi, da sta bila prvi pa drugi, samo presenetil jih je pač ta nov obraz, jaz, ne. Da smo se pol po tekmi hitro malo navezali debato in tudi naprej, naslednja leta smo še obdržali stike, ne. Ampak se spomnim, da je Mikel rekel, kaj je to zeden, ta pa ni neki triatlon, ste bo pa treba drugače odteči, ne, Mošnje. Kako to, da si šel, prostite, prekinjam, ampak kako to, da si se odločil, da boš, recimo, glede na to, da si imel dol v okolici svoji cel kupenih tekem, ja, pa da si zajadral na Gorenjsko, do kamor si se mogel pelati kakšno urco ali več, ja? Ne vem zakaj, ampak nekaj pač, tako sem se odločil, da bom šel pač Gorenjski pokal, ne vem zakaj, ampak tak, ne vem, tako je nanesel in šlo. In to je bilo glih takrat potem, na tisto leto sem ja tekel, sem šel na nekaj tekem, potem pa sem rekel naslednjo leto, ne, bom šel pa še enkrat, ne. In mi je ful dobro kazalo, da bi lahko Gorenjski pokal osvojil, ampak je bilo potem problem tista korona. In mi je eno tekmo korona vzela in ker je bil pogoj, recimo, ne vem, mislim, da je bil pogoj 6 tekem, da jih narediš, da se liga šteje, ne. In ker je bila tista korona je prišla in mi je ene tekme ni bila speljana in potem nisem bil potem prvi absolutno. Drugače bi Dolenc lahko osvojil tudi Gorenjski pokal, mislim, da pa tega še do zdaj ni bilo. Sem pa potem naslednjo leto, potem po koroni, sem šel tudi v Dolenjski pokal, sem tudi Dolenjski pokal osvojil, pa Notranjski, se pravi, Štajerski sem šel pa tudi na ene 2 tekme, mislim, da sem šel, mislim, da je bila te Hoče, pa še ena. Se pravi, praktično 3 pokale si osvojil, no, Gorenjskega zvezdico, ampak kakorkoli, ne. Ja, škoda mi je tega Gorenjskega, ne, ker bi res bil Dolenc, ko je prvi osvojil Gorenjski pokal. To bi pisali, ja, v Gorenjskem glasu, ja, Dolenec presenetil vse gorenjske tekače. Zdaj imamo na Gorenjskem spet kar eno fajno falango hitrih fantov, tako da pridi letos v Mošnje, pa da vidimo, kako bo šlo. Mislim, da so spet začetki junija, če se ne motim, ja. Pa zaguljene, ko so to vragov, res. Ja, Mošnje so kar v redu, pa saj se drugače tudi Brdo pri Kranju, tle sem tudi kar parkrat bil, smo se še videli, ne. Enkrat sta se srečala, ja. Enkrat sta se srečala, zdaj že kar nekaj časa. Neko falango. Jaz sem bil pač s temi mojimi pač nedeljskimi tekači, ti si bil z Mulejem pa njegovo ekipo, ja, pa smo združili za par metrov tudi naše poti, no, pa sem rekel, enkrat se bo že takole videla, če ne na pivu, pa prek kamere, no, zdaj to je ratal prej, no, pivo so pa vendarle tudi spila, ja, spila so ga, in to pivo ti vrnem v naslednji priliki na Obala trailu, se spomnim, ja, predlansko leto, tako, ja, in sem bil vesel, no, da sem našel sotrpina, ki tudi pred tekmo spije eno pivo, ni pa čisti asket, ker sam menim, no, in lahko povem z lastne izkušnje pred dobrim tednom, da tisto pivo v soboto, pred nedeljsko tekmo, vsem ravno prav, malo zmehča mišice, bom rekel, pa tudi glavi da lažji počitek. Kaj je tvoje mnenje, recimo, no? Ja, jaz sem to sigurno prepričan, da je to verjetno po eni strani res. Sicer ne zdaj, da se gajba spije, ampak pivce, no, pivce pa dve, pa mislim, da to ne moreš hoditi prej, bi rekel, nasprotno. Pač boljše to, ko pa kakšno žgano pijačo, tisto pa... No, ja, mislim, jaz poznam pač tudi ljudi, ki pred maratonom striktno pač ne konzumirajo alkohola in poznajo svoje telo in že vejo, kaj je prav za njih. Jaz sem zdaj skozi leta ugotovil, da seveda, tako kot si ti dejal, ne, tisto pivo, ravno zaradi tega, da mogoče malo ta pritisk sprostiš, no, ki ga imaš in v glavi in v telesu, ne vem. Imaš ti
Teba tako reči, trema, kako te muči trema pred tekmo, a ne? Ali si zdaj že toliko izkušen, da lahko to odmisliš, pa da nisi recimo pred tekmo nervozen, napet, da ne slabo spiš in tako. Ne, recimo preden, ko sem jaz začel teči, ko me niso poznali, pa nisem bil toliko poznan, itak ni bilo pritiska, ker pač sem šel na tekmo, jaz sem otekel. Problem je bil potem, se pravi, par let kasneje, ko sem jaz se začel pojavljati po stopničkah, pa to, ne, in ko je pred tekmo, ko te že vidijo, ta bo pa zmagal, ta bo pa brez veze, da sploh gremo teč, ne. Tu mi je šlo pa na živce, ne, ker jaz pravim, nobenega ne smeš podcenjevati, ker ko je štart, ko smo vsi začrtali, vsi imamo možnost, da lahko nekdo zmaga. Lahko imam jaz en dan slab dan, lahko si bolan, lahko ne vem kaj, in ti ne gre. In tako da, tu mi je šlo edino na živce, s tem sem je malo pač psihično, ne, da so me, ali pa recimo domača tekma je zmeraj bila neki pritisk, ljudje so množično ob celi progi, samo jaz sem se vedno spopadal s tem tudi v redu, ni bilo nekaj problema. Mogoče še celo rajši, ali pa še bolj sem tekel, kadar je bilo malo pritiske. Mislim, da nisem nikoli pregorel, vsaj mislim, da ne. Da bi zaradi tega pregorel, hočeš reči, da bi zaradi teže pritiska potem izgorel. Jaz imam nekaj domačih tekem, recimo Ribenca trail ali pa ta Dolenja vas, ko si omenil, ne, tek po Lončariji, ima tudi že neko dolgo tradicijo. Pa sem te tekme vedno dobro odtekal, ne. Tako da nikdar nisem pregorel ali pa da bi razočaral tako tekmo. Mislim, da sem vrhunske te tekme odtekel. Ja, Ribence je lahko ponosna nate. Tadej Osvald, povej mi, prej si tale duatlon omenil. Vse me zanima, no, zdaj, najbrž si kazal, pa kolesaru na polno in tako naprej, kazal talent za vzdržljivostne športe že takrat. Zakaj si recimo opustil ta dvojni šport, pa potem s časoma prevzel spet tek? Zakaj? Ja, se nisi... Duatlon sem jaz imel tudi eno fajn grupo, en fajn klub, se pravi, bili smo taka ŠTD Griž, to je pač ta vas, v kateri sem živel. Zdaj, duatlon je, jaz sem treniral tudi triatlon, se pravi, plavanje, tek, kolo, in to je, ti moraš trenirati vse 3 discipline v ogromno grenega časa. Jaz sem potem v srednjo šolo sem šel, pač pa v Ljubljano, pa to in nekako, tudi mi smo imeli plavanje, mi smo imeli v Ribenci bazen, pa smo hodili v Ljubljano, ne. Ampak časovno se mi nekako nisem imel več toliko časa, ne. Ker tu tek, če ti treniraš tek, imaš pač sam tek, tisto dobro urco, mislim, da če narediš pa 5-krat, 6-krat na teden je to kapa dol za enega rekreativca, ko moraš še delati zraven. Tako da sem tisti duatlon potem pač opustil glih zaradi časa, ker ga nisem imel. Drugače mi je pa zakon šport, ker tek pa kolo, to je bilo meni zakon disciplina. Se pravi, da razen triatlon, plavanje mi ni bilo nekaj všeč. Vsem kolesari zdaj recimo za to, da pač popestriš treninge, ali si kolo čisto opustil? Ne, kolo imam je še vedno, razen ker sem ta dirkalno kolo sem takrat prodal, ne. Ampak mi je še danes žal, zakaj sem ga prodal, ker mislim, da bom v prihodnosti si to dirkalno kolo spet nazaj kupil, pa da malo delam to treninge na kolesu, ker tu, ko tečem jaz recimo, pa veliko kilometrov delam, je dobro malo s kolesom potem tudi razbiti te monotone treninge. Imam pa cestno gosega, pa imam, tu pa grem pa malo recimo s takim kolesom kolesare, malo po gozu, malo po cesti. Jaz se spomnim duatlona, ja, pa neki fantov, ki so bili takrat dobri, pa državna prvenstva so bila moče. Mislim, Klemen Dolenc je bil močen, Sašo Juraj in tako naprej. Fanti, ki so... On je bil tu zelo dober, ne. Bravo. Bojan, jaz sem že takrat, ko sem ta duatlon treniral, jaz sem imel močno konkurenco. Zdaj, ali sreča ali pa ni sreča, ta letnik, ko sem, ne moreš se neki šparati, pa zdaj, vsako tekmo moraš iti na polno, ker se tudi, če hočeš nek dosežek, pa nek dober rezultat narediti,
ni bližnjic, moraš, na polno moraš iti. Ampak se mi zdi, da moče duatlon zdaj malo ni tako izpostavljen, ne vem, kaj ti misliš v tem dol okolju, se ljudje še ukvarjajo z duatlonom, je še državno prvenstvo, ki ne slišim, zelo malo slišim o tem športu. Mislim, da v Ribenci je bila zelo tekma 2 tedna nazaj, takrat, ko sem bil na istrskem po maratonu, je bila v sobota tekma v duatlonu v Ribenci, vsako leto pride. Tudi pri nas v Ribenci trenirajo, še so neki novi mladi tekači, pa trenirajo, je pa po mojem upadec zihar. Tudi, ko poznam par tekačev, ko so bili duatlonci ali pa triatlonci, pa so šli ven iz tega športa, pa so šli samo še v tek. Pač ne bom se zdaj ukvarjal, zakaj zdaj gre množično odhaja, ampak pravijo, da ni nekaj posluha, da upada na vseh frontah. Ja, no, sej v bistvu toliko enih tekaških disciplin je zdaj, pa trail, pa tako naprej, prihaja, je zelo močan, sej pač tudi triatlon kot tak je izpostavljen, morda v duatlonu ni toliko denarja, pa ni toliko tekem, pa se takoj pozna. Zdaj, katera disciplina v duatlonu ti je bila najbolj všeč? Mislim, vem, da so tudi neki sprinti, pa malo daljše zadevščine. Jaz sem včasih tudi šel na akvatlon, akvatlon je zdaj pa plavanje, tek, to sem tudi šel, ampak ne, najboljši mi je bil pa, se pravi, sprint duatlon ali pa tudi te dolge duatloni, meni so bili to zakon. To imaš koliko, da razloža za tiste, ki morda ne vejo, kaj je to, koliko najprej tek, kolesarjenje teka, ne, tako je. Duatlon se recimo začne, 5 km teka, recimo, potem imaš recimo iz teka prideš, greš na kolone, imaš pol 20 ali pa 40 km kolesa, in potem še kolo dol, vržeš kolo dol in potem greš še tek, imaš pol, ne vem, recimo 2,5 ali pa še 5 km na koncu. Zdaj mislim, pomembno je, tle ima taktika tudi dosti igra, da pač priješ z prvega teka z dobrimi na kolo, in pol oni, ki so dobri na kolesu, si lahko pomagajo, vlečeš ta konj naprej do finalnega teka, tam se pol pa pokaže, kdo je zdaj močan. Imaš tudi kakšne, ko se malo šlepajo na kolesu, praktično se skrivajo in počivajo, da pol pride spočiti na ta zadnji tek, pol pa tam pa gre. Pa si dobil kakšno duatlonsko tekmo, si zmagal kdaj? Jaz sem bil v Avstriji na Dunaju, pa v Celju, pa Kamnik sem bil drugi, in prvi sem bil, Meni je bil duatlon, res se videl v tem, ampak se pravim, tudi pol, ko sem duatlon nehal, sem šel pa v tek, tako da vsaj eno disciplino sem obdržal. No, mislim, da tek je dobil, če je duatlon zgubil odličnega tekmovalca, je enega takega zdaj pridobil tek, da se spomniš morda svoje prve tekme tekaške, na kateri si zmagal. Se pa spomnim, da recimo dosti ljudi, ko sem se na te teke začel pojavljati, pa to, so rekli, ti si zdaj prišel, pa že toliko tečeš hitro, sem rekel, tu pa ne bo držal, sem rekel, ker se je že celo življenje nekaj ukvarjam s športom, in ne bi mogel jaz kar prijeti na prvo tekmo, spomnim se prva ljubljanski maraton, ko sem šel ali bil novomeški, ne, novomeški bil ta prvi polmaraton, sem ga otekel 1:21, tako je bilo, Se pravi, za tak čas moraš ti že neke predispozicije imeti in tudi telo mora biti že malo pripravljeno, Jaz nisem nikoli počival, jaz sem tekel, nisem hodil po tekmah, ampak sem treniral za sebe, tako da. In pol, ko sem se odločil, da zdaj pa grem na tekmo, sem šel in mislim, da je bil novomeški polmaraton, prvi, ko sem šel 1:21, potem je bil pa ljubljanski, ko sem ga še za minuto popravil. Takrat mislim, da je bil to 2:19 ali 2:20. Mislim, to je že hitro, mislim, to je krepko po 4 minutami za kilometer, to že moraš znati vrteti noge, moraš že nekaj kilometrov imeti v nogah, nekaj hitrosti razvijati. Zdaj, teh polmaratonov sem šel potem tudi vsako leto hitrejše, tudi novomeški in ljubljanski. Ljubljanskega sem končal par 1:13 pa 17 sekund.
Mislim, to je bilo leta Maraton. 2021, to je bila tista Ja, medkoronska izvedba, ko je bil na maratonu, sta bila še 2 kroga, vreme je bilo lepo, hladno, takrat so padali rekordi, Mule je zmagal med Slovenci na ja. maratonu, se spomnim in tako naprej. Ja. Ja, tisto leto je bilo to zame, je bilo že novomeškega, takrat sem šel 1:15, pa še nekaj je bilo, ker novomeški je bil zmeraj v začetku oktobra, ljubljanski je bil pa potem na koncu, tako da ljubljanskega sem šel potem še hitrejša. Ne. Mislim, 1:13 je pa že rezultat, no, za katerega pač ne moreš kar tako natrenirati, če nimaš mal talenta ali pa mal zgodovine. No, mislim, sam talent. Mislim, talent vse imaš, no, deva ta prvo to razčistiti. Ne. Vem, da si garač, vem, da si dosleden človek, ampak imaš žilico za ta šport v sebi. Ja? Ja, ponosen sem tudi še na eno tekmo, recimo, ker sem šel potem tudi na ta ljubljanski maraton, ne, tako da imam tudi izkušnje z maratonom. Ne. Edino, kar sem tle napako naredil, mogoče sem pa preveč spoštoval to tekmo, ne, ker so mi vsi govorili, opazi, maraton je to, te zabije, pol po 30 je tekma, ne, se začne, ne. Tako da jaz sem šel takrat, pa še dan danes se mi zdi, da je ta sistem malo, mislim, ne, ni glih v redu. Ker jaz sem šel takrat v B-cono, ne, se pravi, to je, se pravi, ko A-cona štarta, imaš ti minuto 15 še lufta, ja. Ne. In jaz sem ta maraton pač vzel, ko ne gremo v A-cono, sem rekel, tle so že mački, sem rekel, se bom jaz z njimi zapodil, lahko tekmo, pred 7 kilometrov sem še pomaham in rečem adijo, ne. In sem šel raje v B-cono, ne. Kar se je pa hitro pokazalo, da je bila napaka, ne, ker smo mi štartali, sem bil takoj v ospredju sam in sem praktično sam tekel do nekje do 25 kilometra, ker sem začel loviti tele iz A-cone, ne. Tako da, in potem sem, pač pol sem pa tekel nekaj časa s to grupo, ampak potem sem šel še naprej, dobro sem se počutil in tekmo končal, po mojem času je bila 2:38 pa še nekaj, ne, ampak ker dejansko je bil iz B-cone, je bil dejanski čas 2:40 pa ne vem, nekaj 30 sekund. Misliš bruto čas ali neto čas? Neto čas si imel potem pod 2. Neto čas si imel po 2:40, kot vem. No. Ja, ampak bil je uraden čas, je bil 2:40 pa še nekaj, ker sem iz B-cone jaz štartal. Ker če bi jaz, recimo, jaz sem pač po moji uri takrat pritisnil, ko sem šel čez tista, ki je bila na tleh časa, ko meri te čase. Sem ti dejansko tepsiš čas že šteje, ko A-cona že štarta. Jaz sem pa praktično bil še minuto 15 še na štartni ciljni. Ti si se prijavil tudi, je bilo državno prvenstvo, takrat se ne vem, ne spomnim se, leta 2022 je bilo že državno prvenstvo za maraton v Ljubljani. Pol maraton takrat. Aha, pol maraton je bil takrat. Ja. No, ampak jaz sem pol tekmo končal 17, absolutno pa 7 od Slovencev. No, pa to je bil moj prvi maraton, dejansko pri meni krize ni bilo. Ne. Jaz sem dirkal 42 km, sem praktično užival, ne, res tisto leto sem se dobro pripravil za ta maraton. Ampak si rekel na cilju, drugo leto pridem in porežem še tele minutke, tole ne bo šlo iz A-cone. Ja, to sem si rekel, pa pol, ne vem, mislim, da pol, ali me tista poškodba, pol nekaj, pol naslednjo leto nekaj zabrenzala, ne vem, kaj je bilo že. Ampak ja, definitivno pa pridem popravljati ta maraton. Cilj imam, ne bom v času, ker nikdih nekaj dobro govoriti o časih, pa na koncu se ne izide. Ampak tudi pol maraton, obljubim, da bom popravil oba, pol maraton in maraton. Zdaj, jaz tudi ne bom na glas rekel, kaj bi ti zdaj predlagal, ali pa kaj menim, da si ti sposoben odteči, ampak ja, so okrogle številke, kakorkoli, sigurno te štejem med krog tistih, pa kar v Sloveniji kar nekaj vas maratoncov, ne, v 2:30, dajmo tako reči, ki ste sposobni teči od 2:30 do 2:39, oziroma ki ste vsi lahko še za eno stopničko boljši. Se najbrž poznaš vse te fante, ki se vas je kar nekaj nagnetlo v vseh teh letih in se dajete še na kakšni dirki, oziroma takrat ti si rekel, si bil toliko zadaj, si kjerga od teh vse ujel ali pa ste debatirali pol v cilju, no, vse veš, koga mislim, vse. Ja, takrat, ko sem jaz
jaz sem bil v grupi takrat, tudi en dober tale trejlaš, je sicer Francosta Dimitri Čapel. Čapel, ja. Čapel, no, on je bil v tej grupi, v eni dobri grupi, ker jaz sem njih ujel, ne. Jaz sem, se pravi, minuto 12 sem je štartal za njimi, ne. Tako da sem jaz njih ujel pri 25 kilometru. In so pol en kilometer sem šel z njimi, pa sem si samo rekel, ta tempo je pa nekaj prepočas, grem jaz naprej. Tudi sem pol jaz šel še naprej, ne. Samo pol ni bilo pol nobenih takih, še takih kakšnih znanih, da bi kakšnega takšnega imel, da bi lahko še mogoče šel še kakšno minuto hitreje ali pa par sekund. No, ampak si pogledal pa rezultate, pa si rekel, ok, kdo bi bil vse ulovljiv, si pogledal tistih 6 pred sabo. Škoda je, da nisem res takrat v A-coni štartal, ne, ker potem bi bilo lahko tudi drugače, ne. Jaz bi ziher držal z enimi parimi, ne. Ampak kaj smo, tako je, tekma je bila tako narejena, tako se je naredil. Priložnost bo še, da se popravi. Letos je 30. Ljubljanski maraton, Kaniš pač se pojavil. Letos planiram polmaraton, ker sem zdaj v eni take fazi, ko moram pač biti potrpežljiv, pa to zdaj dvigniti malo postopoma, se pravi stopničko po stopničko, da grem gor, da pridem neke normalne moje čase, ne. Potem pa drugo leto pa pol bomo videli, no, če bo šlo vse po sreči, da ne bo kakšnih poškodb, pa želja itak vem, da bo, ker jaz uživam, kadar tečem. Bomo pa videli, potem drugo leto pa se pol zna zgoditi, da mogoče kakšen maraton spet vklopim nazaj, pa po maratonu pa itak vedno grem. Letos sem jih dal tudi zdaj že 2, 3, 6, pa še nekaj jih bo. Tudi novomeškega pridem. No, kje si bil? Evo, deva za najno poslušalstvo in gledalstvo obnoviti Mali Kraški, pa kje si bil še, pa na Istrskem, kje si bil še? Kraški, pa Istrski, Radenci bo še pride. Radenci, pa potem ne, pa mislim, da je zdaj tole, da se konča, pol jeseni imam pa pol te Ljubljanske, pa novomeški, pa nekaj imam še trejle vmesno, Kočevje trejl imam zdajle v maju, gre na 30, pa tek po Lončariji, to še tudi pridem, pol bo pa baza, večinoma bo glavnini ali pa finiš bo pol jeseni. No, kako ti je šlo zdaj? Evo, deva analizirati spomladanski del letošnje sezone, spet si začel čohati 21 oziroma tako naprej, se pravi vračaš se, daj mi malo analiziraj oziroma opiši tisto, kar si letos že odtekel, no pa kako ti je šlo. Ja, tale Kraški sem bil, nisem zdaj točno vedel, kaj se bo zgodilo na tej temi, ker tle je presodnih malo več dejavnikov na te tekme. Omenja se tudi sprememba trase, pa dali so ena 2 klanca, pa pol tukaj pride tudi dostikrat kakšna burja, ki ga znamo, pa vročina recimo, ampak ta tekma je bila kar v redu. Pogoji so bili dobri, razen trasa je bila malo spremenjena. Bil pa sem tako, da sem se počutil dobro, bil sem v eni grupci, bil sem še celo tej punci, ko je zmagala, sem bil Zajc, sem ji pomagal tempo držati skoraj nekje do 15 kilometra, sem pol me pobral, ker bil sem brez gelu, praktično nisem nič imel pri sebi in mi smo dirkali, mislim, da je bilo 3,45 na kilometer, smo jih redno cepali, enega za drugim. Tako da, pol sem malo terjal davek na koncu, da sem pol malo popustil in Istrski. Ja, tle si začutil, da se vračaš, no, tako, ko sem nekako tam gledal, malo analiziral tiste stvari, sem videl, ok, da je Osvald dobil ta prave občutke, ne, to ni, zdaj pa gre za res. Tudi sam sem dobil tisto, takrat, ko sem začel, je bilo zdajle podobno, ne. Tako da ko tu pogledam prej, ali pa zdaj, je tale ista valovna dolžina, se pravi, če bo šlo tako naprej, lahko drugo leto že pričakujete 1,10 polmaraton. To sem hotel slišati iz tvojih ust, ja. 1,10, ko si igral
do odličnih polmaratoncev. Ajde, greva še v Istro. 2 tedna nazaj, kaj se je tam dogajalo? Istrski je pa, istrski je bilo pa, vreme je bilo spet fenomenalno, lepi, dobri pogoji. Je bilo pa tako, da je bilo na začetku je bilo malo vroče in sem rekel, ne bom zdaj jaz takoj napadal to tekmo, ker vročina je lahko nehvaležen dejavnik, te pole uniči, ne. In ne gre, in sem malo z rezervo, malo zročno tekel tale začetek tekme, kar pa spet ni bila prava odločitev, ker potem se je sonce malo skril, pogoji so bili spet vrhunski, tako da sem potem jaz drugo polovico dejansko šel više, prestavil više obrate in tekmo pripeljal praktično brez enega napora, čeprav čas, kakor je, kakšen bi rekel, 21 ali pa dobrih 21 teč, pa ni glih neki, da prideš v cilj, pa da si rečeš, da ni bilo neke napora, ampak meni ni bila ta tekma, ni bila neka napora, ne. Samo škoda, ker sem res prvi del malo zročno in nisem mogel ujeti potem ker bi lahko bil še boljši, ne. Kdo je bil pred tabo, Slovencev tle, kaj se je dogajalo? Mislim, jaz sem bil sedmi, zdaj so te neke nove, neke te mladi. Jaz sem bil sedmi, absolutno. Ni bilo teh, ko so res taki znani. Starih mačkov, praviš. Ja, teh ni bilo, ja. Koliko višincev si nabral na polovički, no, to me zanima. Na Istrskem? Ja. Istrski ni imel nekaj dosti višincev, mislim, ne vem, če je bilo 40, 50. Samo? Torej letos ni bila proga čez Jagodi ali pač? Ne. Mi smo v Istrski smo štartali, se pravi v Kopru, se ta je naredil en krog, smo naredili 9 km skoraj v Kopru, pol pa se gre po do Izole se je šlo. Po te odlični mislim, te cesti po obali, ja. Tako ob obali do Izole, do stadiona, tam se je obrat naredil in nazaj v Koper. Hitra, se pravi, dokaj hitra zdaj je ta polovička tam, ja. Taka hitra je bila. Ampak ja, istrski je zmeraj neka posebna zgodba. Bi šel na maraton, tam maraton je mogoče malo bolj zahteven? Ja, maraton je bil pa, je bil Jure Orehek, je tudi kar dobro tekel, sicer je izgubil na finišu, škoda, mu privoščim vse najboljše. Moravčan, ja, tako. Je ta istrski maraton je tudi poseben, ni glih tisti tipičen maraton, gre tudi le malo gor dol, se potem spet treba malo na to privaditi pa navaditi. Mislim, istrski maraton terja, ja, tudi malo moči v klance in tako naprej, no, sej, če kaj, pa ti to imaš, no, vendarle, a ne, ogromno treniraš tudi v klance. Ja, no, se tu je pri meni tudi mogoče ena posebnost, da jaz poleg ceste še pač dajem noter v svojo bazo še te traile, ne, pa te gorske teke, ne. Ker jaz še zmeraj, pač moje mišljenje je, da če imaš ti neko moč v nogah, na cesti tu lahko samo pridoma izkoristiš, ker če ti razviješ na cesti eno hitrost, rabiš za to moč v nogah. Pa to si ti že v štartu začel tako trenirati ali pač si to zdaj dodal? Jaz sem to že skozi, ker tudi tukaj v Ribenci imamo svoj hrib, mi rečemo Sveta Ana, to je moj hrib. Tukaj, če me kdo kje najde, me najde tukaj. Jaz sem to vedno sem delal, da sem poleg ceste dal še tudi kakšen hrib, ker se pravim, tudi tehnika, neka skoraj, da prideš do prave tehnike, ti bo trail, ti bo sigurno dal tek v klanca, ne. Pa lahko marsikdo pove, da je to tako. Ne vem, jaz sem pa tudi, užival sem tudi v teh tekih, ko gre res na klanc, jaz uživam v tem, lahek sem in potem tudi s pridoma to izkoriščam proti drugim lahko tekmovalcem, ko so težji. A da bi pa kdaj šel bolj v gorske teke, to pa nisi razmišljal, da bi se šel tej disciplini malo bolj resno posvečal? Sem tudi to razmišljal, ja, da bi, ker zdaj problem je težko je zdaj trenirati trail in cesto, to je skoraj nemogoče, bi se mogel potem
za eno disciplino odločiti. Pa po mojem, tu mi je tudi par jih rekel, da naj razmislim v tem, da težko je biti v obeh, ne moreš biti najboljši ali pa dober. Boljš, da greš v eno, pa da tisto eno pol delaš. Ampak trenutno se mogoče še zmeraj vidim nekako na cesti. In tudi imam še neki grehe na cesti, ki želim te popraviti. In zdaj sem trenutno nazaj spet na cesti, malo več, kot na trailih. Se pravi, na trail bom pa prišel glih zato, da naredim nek trening moči, ki ga bom rabo za cesto. Se pravi, no, ti si meni zanimiv tekač ravno zaradi tega, no, ker si težko bi te popredaljškali, si striktni cestni tekač, ker ste te na trailih tudi videti, pa tudi tam ti gre dobro, a ne? Tako da, kaj bi sam sebe imenoval, če bi ti kdo rekel, ali si cestar, ali si trailaš, ali si preprosto tekač, ali si kaj drugega? Po moje, ja, tekaški uživač, bi rekel. Tekač uživač, to je to. Ja. Ker imam res obe discipline imam rad. Cesta in trail, ne vem, res bi težko opredelil. Na katero stran bi šel, leva ali desna. Pa se ne rabiš, se to sem ti hotel, malo sem provociram, seveda, ker danes je pač, imamo striktno trail tekače, ki se ceste izogibajo, ko hudič na križa, imamo cestarje, ki ne bodo šli na korenine pa v klanec, pa če jih ubiješ, in imamo pač tekače, ki so na vseh terenih domači, ki jim vse paše, eno do z drugim se ne izključuje, konc koncev praviš, še najboljši maratonci, no recimo Mitja Kosovel, ravno danes sem bral njegov intervju, odličen, on je bil, svetovni prvak v gorskem maratonu, pa hkrati maraton z 2:17 z olimpijsko B normo, recimo, tako da se da združevati, recimo, tudi dva svetova, če bi kdo danes mislil, da moraš biti specializiran za enega, no. Tebi uspeva, kaj meniš, no? Ja, meni kar gre, ja. Mislim, da sem imel glih leto mislim, da je bilo leto 22, ja. Sem imel precej teh tekem dolgih trailov. Jaz nikoli ne grem na, ne vem, 10 ali pa 15 trail. Pri meni mora biti trail 30 do 40, To je že kar maratonska razdalja, ena večina, ne? Ja. In jaz se prav spomnim, če ni bilo tisto leto, ko sem šel jaz Ljubljanski maraton, ko sem šel 2:38 oziroma 2:40, tisto leto sem jaz imel tudi traile, ampak noben trail ni bil izpod 30, to je bilo vse 30, 40, pa maraton, pa polmaratoni. Se pravi, ja, je pa tako, ko si rekel, je kar recimo razlika iz cest ali pa trail, moraš to kar preklopiti, ampak kaj, ne vem, meni gre to. Mislim, imaš rajš? Skozi treniral tako, ne vem. Tako, ker si pač na terenu, vem, da si tiste svete Ane si štepal, pa krog se del vsak dan. Dejva reči, vem, da je bilo pred kratkim, jaz vsako leto, ko sem na Ribenca trailu, sicer rečem, da bom šel na sveto Ano, pa nikoli ne grem in enkrat moram, pa tudi lahko bi šel na 8 ur svete Ana, ki je marca, pa tudi če nisem šel, ti si bil na tisti dirki, da mi povej sam, koliko je to višincev pa razdalja za en vzpon? Zdaj za ta 8 ur sveta Ane se gre z ene druge strani, se gre gor, ko je 2,5 je dolžine, pa mislim, da pride 490 višinskih metrov v eno smer, se pravi potem pa dol in potem delaš to 8 ur. Tak fajn trening, jaz se ga tudi udeležujem, letos sem sicer spet samo z namenom za trening, sem si rekel, da bom 4 ure bom delal, ali pa kakor bo, toliko bo, da sem naredil 6 vzponov v 3 urah 55, ker sem imel potem polmaraton že Sežana, pa Istrski, pa še ta Radenc se pride zdaj. Mislim, to je kar strma zadevščina, ne? Ja, ker pred tole 8 ur sveta Ane je bila pa tudi še ena tekma Slivnica, sem imel tudi še to tekmo, je bila pa 24. februar. A je bil ti se v 7 ur Slivnice ali nekaj tazga? Ja, 7 ur Slivnice, tam sem tudi bil, ampak tudi tisto tekmo sem vzel za trening, nisem šel zdaj do konca. Se pravi, a imaš ti rad
bolj tekaško strmino ali tisto, ko grizeš kolena, pa praktično ne moreš teči, moraš hitro hoditi, kaj ti bolj leži? Ne, obožujem jaz klance. Strmina mora biti, strmina. A? Strmina mora biti, ja. Sem že tudi eno leto, sem tu že študiral, če bi šel tele primorski gorski teki, ko so. Sem eno leto je bilo malo manjka, da se nisem tudi tam pojavljal. Pa pol nisem se pol odločil, ker bi bilo preveč, ker tu pa spet nimam časa, da bi jaz zdaj se tu uspel nekam dati v en urnik. Nažalost, so službe pa ne gre. Se pravi, strmina. Kaj pa tehnični tereni ti tudi ustrezajo? No, si tudi hribolazec, kaj pa vem, če ti dajo skalo, se tudi tam znajdeš. Ja, ampak pozna se pri teh trailih, ko so recimo tehnični, enega izmed teh lahko kar štejem, Vipava trail 30, ko je 1600 višinskih metrov, pa je tak dosti tehničen trail, se pravi, ful ima neki sprememb hitrosti, ravnina, pa ovinki, pa korenine, pa močni klanci, pa močni dolgi spusti. In zdaj, če nimaš dosti neke baze teh trailov, te lahko na teh takih trailih kar fino nekam postavljena realna tla, da moraš več trenirati tudi tega. Ne. Se pravi, ker iz ceste, pa sploh, če si nek maratonc, pa polmaratonc, pa če si res nek predan tekel, ko jaz, recimo, tak suhcan, je na takih trailih potem malo trpiš, ker se recimo sploh za dol, dolgi spusti, se pol malo loviš se, ne? In pol pride, ker še mimo tebe, ko se res samo s tem ukvarjajo, preleti, da te samo odpihne. In pol te malo lahko pa se sem lahko vprašal, kaj delam zdaj tle jaz. Ampak jaz grem tekmo vsako, vzamem resno in grem pa predvsem uživati. No, spusti, ja, povej mi spusti, no, mislim, zmer spustiš na polno ali rajš si malo zadržan, si bolj previden, glede na to, da praviš, da drugi padajo mimo tebe, kaj to pomeni? Ja, grem tudi jaz časih, grem tudi jaz kar na polno. Zdaj, če ne poznam to teren, grem pol malo bolj pazljivo, da ne bi zdaj nekaj z eno poškodbo dobil, pol se to lahko vleče, pa ne moreš trenirati, pa če pa poznam, recimo, ko pri nas Svetano, ko jo poznam, to grem pa ko gam zdol. Uporabljaš Stravo, pa segmente, pa vse te stvari? Ja, imam Stravo, samo nimam zakupljene, pa pol nimam zdaj teh segmentov, da bi zdaj tiste pokalčke pa to podiral. Beležiš pa vse na Stravi, daješ vse gor ali ne? Na Stravo dajem, ja. Na Stravo pa dajem. Tako da tudi vse treningi ali pa tekme grejo gor na Stravo. Zaprav, konkurenca točen ve, kaj delate, da je Osvald, a? Ja, samo zdaj recimo se ne da pogledati, recimo intervale ne bojo mogli videti, koliko jih s kakšnim časom delam na kilometer, ne. Ampak, že to, vidijo pa, koliko kilometrov narediš, kakšne treninge delaš, to pa, mislim, ne skrivaš tega, hočem reči, mislim, daješ vse. Ja, pa te tudi jaz, ni mi cilj, da bi zdaj nekaj skrival. Pa sej, mislim, jaz tudi druge pogledam, pa vidim, ampak se ne obremenjujem, ker mogoče je kakšen tekač, ki se s tem lahko obremenjuje, ampak to je samo slabo za njega, ne. Če se boš ti zdaj z nekom obremenjeval, naj pride na štart, samo bo on slabše štartal, slabše bo končal. Ni dobro, da se nekaj z nekom obremenjuješ. Mislim, da vsaj jaz tudi, ko grem tekme, grem, da pridem na tekmo, da odtečem tisto, kar sem jaz natreniral, kar jaz znam. Pa da sem prvi v vrsti, da sam sebi dokažem, da gre v to smer, ko jaz želim. Nikoli pa nisem. Je pa res, da pa vsakega tekmovalca pa spoštujem in zame so vsi enaki na štartu. Ne glede na to, od najslabšega do najboljšega. Zame so vsi na štartu za resno vzeti. Si pa pravi tekmovalec, se pravi, ko je tekma, ni prijateljev, tam daš pa vse od sebe in boš sprintal v cilj, bom rekel, bo šlo na milimetre, tle ne popuščaš, si tekmovalec. Ja, jaz sem mogoče en tak tip tekača, pa sem imel ene par tekem, ko sem tu tudi terjal davek, ne.
jaz pač vsako tekmo ne maram neki taktizirati, pa se z nekom neki za hrbtom skrivati, pa se šlepati. Ker tudi na treningih sem večinoma skušam, delam intervale, delam tempo, fartleke, zmeraj sem sam in pol tudi na tekmah, ko pridem, jaz tekmo vzamem takoj od štarta na polno, ne, se zdaj nekim normalnim tempom, ampak ne bom zdaj neki taktiziral, pa ne. Jaz pač ten tempo, ko ga hočem, ga bom šel že od takoj prvega kilometra in potem do zadnjega kilometra tisti tempo drža, ko ga jaz hočem. Zdaj pa, če kdo to sledi, če pa še kdo hitrejši, pa mu dam pa samo roko na cilju in čestitam. Ja, vsi tekmovalen, ampak nisi pa tako bolestno tekmovalen, da bi komu zameril in se bo mogel maščevati za poraz, to pa ne, gremo vsaka tekma znova. Ne. Mislim, da včasih smo se zmule, smo se malo za te trejle. Tudi on nekaj pa šel Ribanca na trejl. Pa me ni premagal, no, pa je nikoli kdo prosprejel in rekel, da bo še ena revanša. Se pravi, drugi bolj, tebi revanš obljubljajo, kot pa ti drugim. No, to je v redu, ja. To je čisto dobro. Mogoče pa bo. No, evo, to je javni poziv zdaj, ja, da se spet pomirta, no, pa da vidimo, kdo je boljši. Mogoče bi mogel letos priti, ker se počas pobiram. Mogoče bo letos spih tam. Letos imaš priložnost, Jani, ja, da zadaš kažem poraz asfaltu na njegovem terenu, mogoče. Zdaj, čisto na hitro, tedej, no, za maraton se trelaš in tako naprej. Koliko kilometrov v nekih pripravah na teden moraš narediti, koliko treningov imaš, da to vse spraviš pač v svoj rekel, urnik, no, ob vsem ostalem? Ja, zdaj delam nekje 70 km, 60 do 70 delam nekje 5-krat na teden. Kakšen teden je manj, ker tudi, ampak ko bom res nazaj, jih bom kar delal 6-krat na teden. Se pravi, en dan počitka, pa po mojem tam nekje 70 do 100 km bom kar delal, po mojem. In to zdaj to delaš, iz kje črpaš znanje, recimo to tisto, kar si do zdaj počel, kar si se podučil od ostalih, prebiraš kaj, kako sestavljaš sam svoj treninški program? Ja, zdaj jaz si pač pred letom si že tako nek približno dam, kjer je tekme bom šel, ne. In zdaj, če tu začnem bolj s polmaratoni, bom pol tudi recimo bazo začetnih tekem, bom pač bolj dal poudarek na te za cesto, za polmaratone. Itak pa imam tak teden sestavljen, da imam tudi zmeraj en trening za, se pravi, hrib, gorski tek. Že prej, ko sem duatlon treniral, tam smo mogli isto delati, recimo, te fartleke, pa te intervale, pa dolge teke, pa pač tek, recovery tek. Se pravi, to že v tem, se ni neke znanosti, hočeš reči, da ne, Ja, jaz sem že iz tega, ko sem takrat treniral, pa sem pol, ko sem šel samo na ta tek, sem je že takrat, tudi te treninge, ko sem imel vse spravljene, in pol sem tudi iz tistega duatlona, ko sem sam tekel, sem jaz delal po takem sistemu. In si ga potem samo malo preoblikoval. Ja. Zdaj, ko pa sem tečem, pa to ne, imam pa dobre te knjige, sem tudi malo prebral. S kakšnimi drugimi tekači se malo pogovarjam, kako oni pa to, pa kaj predlagajo. Pol vdajem noter v program. Je pa to, ja, če bi, tudi dosti ljudi mi reče, da sem po eni strani malo fenomen, da glede na to, da tu se sam delam, pa da pridem na eno take čase, ko jih pač imam, če bi bil jaz neki voden, pa kakšnih še bolj izkušenih ljudi, bi mogoče bil še boljše. No in kaj jim odgovoriš, ko te izzovejo s tem vprašanjem? Ja, definitivno se strinjam, ne. Samo nimamo kaj, tako je. Jaz sem garač, jaz grem. No, zdaj, evo, eno stvar te moram nujno vprašati, praviš, da se te poznam, lahek si in hiter in tako naprej, ampak, a ne, če bi te kdo pogledal, narabiš pa vaj za moč, ker to že v službi narediš, oziroma, če te kdo pogleda, si kita, mišica, petarda, marsikdo bi ti zavidal, rekel, tvoje
prej si rekel triatlonsko telo, ampak jaz bi rekel bolj, ne vem, koga sem že poznal med tekači, ki je bil tak, da je izgledal, da tudi premetava v teži, tepih menda ni treba. Ne. Ja, jaz imam srečo, mogoče v življenju, res, da sem skozi neko tako zgradbo imam. Jaz ne vem, nisem bil nikoli bolj med močnejšimi, bolj bi prej rekel, da sem bil bolj med suhcanimi. Ampak skusim nekaj tak, no. Se pravi, skusim nekaj v enih športnih vodah, skusim zunaj na zraku, nekaj kolesarjem, tečem, plavam, dobro, plaval sem bolj malo, drugače pa v hribih, pa nekaj časa sem še imel doma svoj nek fitness, malo sem si sam nekaj uredil to. Drugače pa sem skozi nekaj športno aktiven, ni dneva, da ne bi jaz nekaj počel. Ampak tudi v službi si fizično aktiven, če prav razumem. Ja, pač delam v proizvodni, pač 9 ur ali pa 8 ur na nogah, tako da že na šihtu naredim kar nekaj kilometrov. Ja. Je to sestavni, bi lahko rekel, kdo bi rekel, da je to moče naporno, utrujajoče, po drugi strani je to sestavni del urjenja telesa. Kaj bi ti rekel? No? Ja, jaz definitivno se strinjam, da ni to tako lahka pot. Moraš biti res, moraš biti močan, po mojem ne bi mogel vsak, ne. Da ti na šihtu, ker se pa nas se dela, kaj se dela, ne. In pol, recimo, jaz sem tudi vedno, tudi ko sem treniral, recimo, jaz pač bilo recimo poletje, ko je bilo 40 stopinj ali pa 35, jaz sem šel ta prvo ob 4 popoldne, sem šel teč, meni, recimo, pač moram povedati, meni je odlično, meni je fajn po soncu teč. Vročina mi je odlična, tako da pol sem tudi po napornem službi šel še trening, ko so bile tudi še te težke pogoje, ampak jaz sem tudi to naredil čestno. Se pravi, skozi nekaj garam, ne, tako. Se pravi, te je tudi in karakter in delo naredilo, mislim, oziroma tak si, borci, vreme te ne zlomi, turnusi te ne zlomijo, tudi premalo spanja znaš spraviti v kontekst, pa to izkoristiti in tako naprej. Ja. Ker recimo jaz tudi spim, recimo 4 ure, ne, je meni že dosta, ne. A že ves čas tako ali zaradi službe? Ja, pa že skozi, jaz ne morem spati, ko eni je 8 ur ali pa recimo eni, ko tečejo, pa poleti rečejo, jo, zdaj pa prevroče, moraš pa reči ob 9, 10 zvečer teč, ko je malo hladno. Recimo jaz rajši vem, da so težji pogoji, ker recimo pol, ko tekma pride, ne, tudi bilo je že par takih tekem in tudi polmaraton, recimo v Radencah, ko smo bili, tam je bila tam itak zmeraj vročina, ne, in jaz recimo, ko tudi treniram po soncu, ko je vroče, pol mogoče tudi na takih tekmah to malo pridemo izkoristim, in lažje mogoče dam take pogoje čez, ko nekdo, ko res samo gleda, da bo šel, ne vem, ko bo malo hlajen, pa ko bo sonce popustilo, pa da bo šel pol trening tu pol. To so pol že lepe treninge, ne, sem na tekmah pa ni vedno lepo, ne. Ali pa recimo jaz grem teč, tudi delal sem intervale, pa je recimo je pihalo ali pa je bil recimo dež, ne. Jaz sem imel tisti dan na planu intervalni trening, jaz sem ga šel tudi po dežju delati trening. No, tako. Ker drug dan je nov dan, nov trening in če nekaj pol jaz tu nekaj, zdaj pa ne bom pa jutri, pol je to ni. Tekme tudi ne morem zbirati, ne, če je jutri tekma, pa bo 40 plus, pa ne bi dali jutri, pa bi dali rajši v sredo, ko je, ne vem, 20, 25. Ti si to povedal, da to si tako dober, ne? Ker pač moraš se postaviti v neprijeten položaj, zato da pač na tekmi pol nisi presenečen, ja? In ti to najbrž po tvojih fotkah na Facebooku sem videl, treniraš tudi, ko špičene prekle padejo dol, ali pa kaj -20 ali pa +40, to je dobro, v Radencih boš eden izmed favoritov, sigurno, potem bi tudi zaradi tega, ker večina tekačev ne mara vročine, Bog pomagi, res ne. Ja, tisti Radence so res, zmeraj, vsako leto je vroče tam. Pa so parno, pa to, ampak tja je treba iti. Jaz pravim, tja je treba iti zraven zaradi tega, no, da se
da se najboljši, mislim, najboljši bi morali tja in se tam pomeriti. Tam so pogoji, kjer se pokaže Ja, karakter. Ja. ja, tu se tudi jaz strinjam. Recimo, meni tudi dosti ljudi mi pravi, pa tujina, pa te, ne, pač jaz trenutno se bolj vidim v Sloveniji, bolj po slovensko sceno podpiram, in se probam udeležiti na čim več teh tekem, ne. Če ne drugega, se bomo podpora organizatorja, ker sem neko tekmo organizirati, ni tu dih neki mači kašet. Imaš najljubše ti tekme, ne vem, kjer bi rekel, ne vem, najljubše 3 slovenske dirke, evo, če te malo izzovem, tako, ja. Se pravi, na cesti. Recimo, ja, najprej cesta. Okay. Dobro, ajde, dobro. Ljubljanski je itak Ljubljanski, ker je pač največ ljudi in Okay. Recimo Vipava, trail mi je tudi zelo všeč tekma, ne, od trailov, recimo. Okay. Ajde. Pa zdaj domača tekma, Rivenca trail, mim te ne more imeti, ampak če pa tako gledam, se pravi, kjer mi še Novomeškega se tudi rad, Novomeški pomaraton, tega se tudi rad udeležim. Ker je na Dolenjskem, pa mislim, da je ta na Dolenjskem tudi največja tekma. Ja, res. Pa nisem Dolenjec, tako da to nekako sopada. More že iti, no. Pa, ja, odlično organiziran tudi, no, dobri fanti pridejo in tam konkurenca je, časi so odlični. Imaš preštete svoje zmage tedaj? Do 2024 sem si nekaj pisal, te zmage. Mislim, imam jaz v zvezku vse treninge, vse te uvrstitve, imam vse napisan, si pišem. Nimaš po glavi zdajle? Koliko imaš zmag? Nimaš v glavi tega podatka zdajle? Ja, mislim, da imam krepko čez 50 zmag s prvih mest, ne. Pač, se pravi, nekaj teh je nabral, ne, imam še druge pol tretje mesta, ne. In mislim, kje pa shranjuješ za božjo voljo vse te medalje, pokale, priznanja? Kam to? Trenutno so v kletih, ker tega je toliko, da je preveč tega, da nimam toliko prostora. Ne, drugače pa imam po omarah, recimo, ne, po omarah pa moram si en tak prostor narediti, da bojo res te pokali tam. Mislim, da je to en taka fejst, ko bomo starejši pol, se pol fejst malo na te spomine pol spominjati, ne, kaj se tle dogajalo, kaj se je tu. Meni vsaka tekma, no, se pravi vsaka, pa ni nujno, da zdaj da mora biti prva, druga, tretja mesta, lahko si 37, ampak vsaka tekma ima neko svojo dušo, pa svojo neko zgodbo in da si prišel do štart, pa cilj, da si dal tudi čez, se pol lahko rečeš, no, tle je bilo pa tu, pa tle je bilo pa tako, pa tle je bilo pa treba garati, pa tle je bila taka konkurenca, ne vem, vsaka zgodba je za sebe. Mislim, se na koncu res kakšna medalja, no, zadnjič smo se pogovarjali, te finišerske medalje in tako naprej. Na koncu je to edina fizična stvar, ki ti ostane od neke dirke, no, če smo že pri tem, ne, in če jo pošlataš, pa če pridejo spomini nazaj, zakaj pa ne, ne. Ker drugače lahko pozabiš, no, ko si 10-krat na eni isti dirki, lahko pomešaš leta in vse ostalo, ampak ja. Jaz si pišem v zvezek vse, ne, tudi leto, kjer je bila koliko kilometrov, razdalja, uvrstitev absolutna po kategoriji. Tako da bo pa, enkrat, ko bom starejši, bom ta zvezek verjetno večkrat malo pogledal. Si uspel, ok, še to te moram vprašati, ne, glede na to, da imaš 50 in več zmag, uspel tudi kakšen evro, kje zaslužiti s tem svojim tekom, da žena ne reče, samo zapravljaš za ta tvoj tek, pa si prinesel kakšen denar domov. Na Hrvaškem recimo so bile denarne nagrade, na teh polmaratonih bil sem tudi, se pravi, da v tem adventnic, tale Crikvenicam, ko je polmaraton, tam so bile denarne nagrade, pa še druge tekme so, ja, so tudi prisotne denarne nagrade. Nekje so, ja, ni pa zmeri. Toliko sigurno ni, da bi zaslužil za copate, pa za vse ostalo. Ne, tek je daleč, še oni profesionalci, mislim, da bi težko nekaj s tekom zaslužili, da ne bi rabili več delati. Katere copate pa uporabljaš, no, pa koliko jih zgoniš v enem letu? Ja, jaz
glede na to, da zdaj jaz treniram tudi, se pravi, trail pa cesto, ne, imam jaz teh parov ogromno. Ne. Se pravi, jaz moram imeti najmanj vsako sezono ene 9 parov, ker jaz pač imam za cesto en par pač za trening, drugi je za tekmo, pa pol imaš hitre treninge, spet drug, pa za počasne treninge spet, ne, sem že 4 pare naštel, pa imaš pa še traile, ne, pa spet traile, pa spet, ja, drugač pa najmanj, ja, mislim, imam 10 parov zihar čelo, ko jih na sezono uporabljam. Ne. Imam zdaj pa Adidas, recimo, mi je v redu, ne, Nike, pa Hoka. Ti 3 znamke imaš v domači Mislim, da imam zbirki? teh imam največ, ja. Teh imam največ, ja. Adidas, Hoka pa Nike. No, vidiš, ti je kdaj uspelo kakšen sponzorski parki dobiti, ali te to zdaj še niso prepoznali kot kandidata za to, a? Za sponzorstvo pa nismo še. Mogoče mora biti še malo hitrejši. Mislim, da zdaj napiš dopis, da imaš 50 zmag, pa če to ni dosti, pa evo, letos boš dobil Radence, evo, to je recimo taka dobra stvar, ne. Pa, ja, pol potem je kakšna regeneracija obvezna, ne. Če dobiš Radence, evo, če letos dobiš Radence, pol bomo pili, pa še kakšnega sponzorja bomo navlekli, da te malo podpre. Zdaj, eno stvar moraš obdelati, ki je, ok, rekel si prej, si omenil poškodbo, kako je s poškodbami, recimo, no, preden še eno temo odprem, kako je pa, poškodoval si se mišico, si na trgu, kaj se je zgodil? Jaz mislim, da sem to, ko sem delal intervalne treninge, po mojem sem mogoče malo preveč pretiraval, ne, ker sem delal tudi ene te šprinte, delal sem tudi 60x100, pa 50x100 sem delal in po mojem, se ni zaskočila ta mišica nazaj in mogoče sem jo rahlo natrgal, po mojem, ne. Pa nekaj časa je to me bolelo, pa jaz sem kar še tekel, pa delal intervale, pa v klanc, pa na dol šprintov, ne, in sem prišel pol enkrat do te mere, ko je bila Ribenca trail, sem jo mogel prvič izpustiti zaradi poškodbe. Za gor ni bilo problema, ampak potem je bilo za dol, ne, ker sem se mogel upirati za dol in imel samo zadaj na stegnih dalo signal, da zdaj pa ni več dobro, da grem naprej. In koliko časa si se miral to reč pol? Ja, jaz sem ene 6 do 8 mesecev sem dal mir, ker sem potem fizioterapijo, sem dal čez, pa nisem obremenil, 6 mesecev zika nisem obremenil. Ampak ne, noga je zdaj super, tako da... Si pogrešal? Si v tem času pogrešal kaj si počel potem, da se ti ni zmešalo? Ja, bil sem malo na kolesu, pa hodil sem recimo, ne, pa še zmeraj sem tudi imel kakšen tak res easy tekec naredil z par kilometrov. Drugač pa nisem mogel biti glih nameren. Saj si predstavljam, ja, da bi se ti res rolalo, če bi te nekam postavil. Malo sem mogel vzdrževati. Mogel sem pa te treninge, te ta hitre, pa tu sem pa mogel dati na stran, ker da sem mogel to poškodbo pokrpati. Ampak sem pravi, tu je bila do zdaj edina ena poškodba, pa še to bi rekel, da je bila bolj poškodbica, drugač pa nobenih drugih problemov pa ne. In ne tako ostane, tedaj, ja, eno stvar pa nujno moraš še obdelati, preden te pustim tvojemu treningu, pa drugim obveznostim nasproti, očetovstvo, ki ga pač prakticiraš, če se temu tako reče, v zadnjem letu, je vplivalo na tvoje celo življenje, tudi na tvoj tek, daj mi malo povej, kako pa... Ja, definitivno se to malo se tu definitivno se poznajo, ker zdaj itak prednost, pač je dobro, služba je služba, ne, ampak prednost je itak družina, se pravi otrok, zdaj tudi se na Stravi se tudi vidi, recimo, koliko trening je čut prilagajam temu, da zdaj, recimo, ko sem dopolne doma, recimo, sem z otrokom pa to, pa recimo popolni, ko službo končam, jaz včasih delam ob 10-11 zvečer treninga, ne. Se pravi, spet je tista moja želja, da tudi ob taki uri ni, da se da, ne, da imam željo po treningu, tako da, ja, je pa očetovstvo pa je itak ena zakon stvar, pa še tako, res prisrčen otrok je, ko ga boš prišel na Ribenco, te ne boš spoznal.
Če, če, Boš takoj ocenil, ali bo zatek ali ne bo. če je malo po tebi, no, pa ne dvomim, da Ja, je zelo simpatičen otrok, ker, ja, ker, ker poleg tega, če še niste videli, spoštovane, ne, Tadej Osvald ima izvrsten smisel za humor, ne, in, in zmer sva kakšno tako razdrla, ne, ne. ko sem bila No, skupaj, tako da samo da se spomnim letos, če prideš na Ribenca trail. pridem, sem že potrdil, Anici, da pridem. Samo da te opomnim, malo prej si rekel, da še nisi bil na Sveti Anja, ne? Zdaj, vse veš, ne? Imaš kakšne športne copate, kakšen ruzak imeno. To bom nekam pelil. Sem se že zagovoril, no, zdaj, da moram temu reči ne, če te Tadej Osvald povabi na Sveto Ano, potem pač le ni spasa, a ne. V Ribencu pridem na Ribence trail, prvo soboto v septembru, tako, a ne, No, da tako, naredimo. zdaj, če boš imel slučajno čas, pa prav prideš že v petek. Tudi to bom si zapisal, Pa zelo bomo šla lažje v petek, ker soboto imaš pol ti delo, ja, tako, in dirke in delo. vse. Evo, lej, računam na to, da je tole vabilo je bilo zelo lepo, a ne. In bom tako računal, evo, zdaj po črto potegano, tale najin pogovor, ki je bil zelo simpatičen. Jaz bom rekel tako, da je Osvald 2026 se vrača na polno, novim zmagam naproti. Zdaj praviš jeseni, bolj ciljaš, da bi se svojim najboljšim časom spet približal, ja, saj polmaratonskim, no, je tako. Ja, tudi 10 km, se pravi, razdaljo imam zaenkrat svoj osebni rekord nekje 32-30. Uf, Tako da tudi, se pravi, hočem biti hiter, še vedno hočem biti hiter na desetki, 21, pa maratonu. To je pač cilj, ki želim biti hiter, se pravi, pa še kakšen trail, se bom pa pokazal tudi na kakšnem trailu. se pravi, rekel si Kočevje, pa Julian Alp, sigurno, ok, na domači dirki boš, to so tudi že rekla. Ja, Ribenca trail tudi. Na Ribenca trail bom, to je itak, ker je podpora domačemu okolju, pa moj domač hrib, tega se ne izpusti. Tako je to, a ne? In če bi vsi to delali, Pa še dobrega voditla imamo tam. mislim, Ribenca, če pa kaj je pa Ribenca, mi zelo pri srcu, no, zdaj že nekaj let ja hodim in povabimo vse, spoštovani, če se niste prijavili na Ribenca trail, imate 3 razdalje, videli boste izvrsten konec poletja, pa začetek jeseni, rečemo temu tako, no, vzdušje tam na Ribniškem gradu je zmerno fantastično, družba je odlična. Kozarci so polni. In kozarci so tudi polni, ne samo vode, ja, ne samo vode, tudi kakšnih drugih napitkov. Jaz vse lepo vabim, Tadej Osvald, lej, vem, da imaš nabit turnik, ampak všeč si mi, ker si tako energičen, ker si veren pol energije. Jaz te še nisem srečal, da bi bil, ne vem, da bi pojamral, da bi bil slabe volje ali pa kaj takega, zmer si nabit z energijo, tako da, lej. Vse dobro ti želim v letošnji sezoni. Takšen sem. Mislim, Spremeniti ne moreš. mislim, se ne rabiš, no, vse si super, super tekač, super dečko, super oseba, super foter, nedvomno, ja, evo, tako. Samo še to, mogoče čist pod črto družinsko življenje je zahtevna stvar tvoja, draga, tvoj tek najbrž spremlja že od ves čas in je ne moti, mislim, ampak je kvečemu ponosa na tebe, da si na tem področju tudi tako uspešen. Moram kar pohvaliti, da glede tega je res tako, včasih smo šel na podi, pa pet zdaj trening, pet, ne, pa dej, kaj boš na tekmo, pa ne vem, pa dej vala, da greš, ne. Tako da, če imaš vse to, ne, je pol pa, mislim, pol pa sploh ni problema iti o polnoči na trening, ne. Če imaš podporo doma, ja. Ja, problem je, če pa ni, ne, pol pa če to nekomu gre v nos, pa če nekomu to ni dobro, pol pa ni v redu. Ampak, lej, smo veseli za vse blagoslove, ki jih imamo, ja, na tem mestu. Jaz sem pa vesel, da sem te imel za gosta, da je Osvald, ja. Da so počvekala tudi takole v eter in si komaj čakam, da tudi v pivu še kakšno rečeva. Off the record, no, ja,
pa da še kakšno smešno, hecno razdareva, tako, evo. Se bom potrudil, pa bom na cesti pokazal, da se vračam tam nazaj, kjer moram biti. To! Daj, Osvald, naj bo 2026 tvoja sezona, hvala za tvoj čas danes, no in se vidiva tam zunaj. Ok, hvala tebi. Čau. Čau.